Nadaljujemo pa z našim sklopom MMC novice, ki jih lahko vsak dan berete na našem zavihku Avtomobilnost na www.rtvslo.si. In ena izmed bolj odmevnih novic je seveda ta, da bosta malo bolj sodelovala koncerna Ford in pa Volkswagen. In sicer dogovorili so se, da naj bi leta 2022 bil Volkswagenov Amarok in pa Fordov Ranger že na isti osnovi. Da naj bi začeli bolj zagreto pri tovornih oziroma pri gospodarskih vozilih in sicer, da bo Volkswagen poskrbel za manjši kombi, Ford pa za malo večjega. No, nadaljevalo se bo pa z elektriko. Verjetno, tukaj pa se začne naš komentar. O tem še ne govorijo, ampak toliko je bilo že rečenega v preteklosti in tudi, če spremljamo, kaj se je z tema dvema podjetjama v preteklosti dogajalo, lahko napovemo, da prihodnost zagotovo temelji na tem, da bodo sodelovali predvsem pri razvoju električnih avtomobilov na način, da bo Ford prevzel celotno platformo Volkswagenovega razvoja. Tako da to pa pomeni, glede na to, da smo v obdobju prehoda na tako ali drugačno elektrifikacijo, da bosta ti dve podjetji ponudili pravzaprav zelo primerljive produkte na električni bazi. No, kaj več novic iz MMC-ja, seveda na spletu in pa v nadaljevanju. Novica o množičnem sodelovanju dveh globalnih velikanov je bila osrednja vest letošnjega detroitskega salona, ki pa je v resnici že povsem zbledel. Manjkala je res dolga vrsta avtomobilskih znamk. Tudi glavne zvezde so bile samo povsem nišna vozila. Med njimi je najbolj odmevala Toyota Supra, močan kupe, ki so mu slavo zgradili hitri in drzni drifterji. Seveda je v igri zadnji pogon, po novem pa tudi BMW-jeva tehnika v japonski podobi. Supro bodo proizvajali v Gradcu, v Magni, na istih trakovih kot BMW Z4. Zagotovo bo torej kakšno Supro sestavil tudi kak Slovenec. Zanimivo pa je, da so prvo serijsko Supro nove generacije prodali na dražbi in to za kar $2,1 milijona. Da je dosegla tako visoko vrednost, je zagotovo zaslužno dejstvo, da je šlo za dobrodelno dražbo, a pomenljivo se zdi, da so za najdražjega Mustanga iztržili komaj $100,000 več. Šlo je za Shelby Mustanga GT500 iz leta 1967 z vzdevkom Super Kača. GT500 pa je v Detroitu dobil novodobno izvedbo. To je postal najhitrejši Mustang vseh časov z več kot 500 kW 5,2-litrskim V8 motorjem, ki stotico doseže v pičlih 3 sekundah. Bolj kot v Detroitu je bilo zanimivo v Las Vegasu na CES-u. Tam smo recimo lahko videli tudi Hyundaija na kotalkah, Kio, ki zaznava voznikov stres, pa tudi BMW-jev samovozeči motocikel, tokrat na primeru samovozečega GS-a. In mimogrede, Bavarci so predstavili tudi prenovljeno sedmico z masko, ki je med MMC-jevimi komentatorji vzbudila mešane občutke. Seat svoje bodoče zaposlene uvaja v lastni vajenški šoli, ki deluje že vse od leta 1957. A v tej šoli se začenja nova doba. Učno snov bodo vajenci 15 minut na dan utrjevali z igranjem poučnih videoiger. In ko smo že pri zabavi, Mercedes-Benz je postal glavni partner podjetja SK Gaming, organizatorja svetovnega prvenstva e-športov, v katerem je izredno uspešen tudi Slovenec Juš Marušič. Audi pa je navidezno resničnost zmiksal z dejansko resničnostjo. Predstavil je koncept, ki virtualno vsebino prilagaja uporabi dejanskim komandam avta. Videoigre pa so Audijevce navdihovale tudi pri razvoju malčka A1 nove generacije. O tem nam priča svojstven dizajn, ki so ga pod taktirko našega novega dizajnera Marka Lihteja oblikovali 20-letniki za 20-letnike, ki so se navdihovali predvsem pri igranju igric računalniških in je seveda oblika že same armaturne plošče recimo zelo povzeta iz neke igralniške konzole, s tem dodatkom seveda, da ima ob obeh straneh zračnike za dovod zraka. Poleg tega Audija sta na naše ceste zapeljala tudi dva Francoza, Peugeot 508 in Citroën C5 Aircross. Poleg tehnike ju zagotovo druži tudi dejstvo, da bosta zelo zanimiva tudi za premožnejše kupce, seveda pa oba ponujata tipične značilnosti svojih znamk. Peugeot z že pohvaljenim kokpitom, Citroën pa z avanturističnimi dodatki. In tokrat imamo za vas kar nekaj letalskih novic. Boeing predstavlja koncept dvokrilnega potniškega letala z ultratankim krilom pod trupom, ki omogoča, da letalo leti više in hitreje ter predvsem bolj učinkovito.
Proizvajalec helikopterjev Bell pa je pokazal leteči taksi s 6 rotorji, ki jih lahko poljubno nagibamo, pogon pa je električni, pri čemer elektriko zagotavlja plinska turbina. Ne boste presenečeni, če vam povemo, da gre za brezpilotni leteči predmet. Kot partner z velikim komercialnim interesom pa v projektu sodeluje Uber. Rolls-Royce pa povezuje svoje avtomobilske in letalske inženirje. Skupaj snujejo najhitrejše električno letalo z imenom ACEL kot pospeševanje električne aviacije. Imel bo eno najgostejših baterijskih sklopov z dovolj energije za polet iz Londona v Pariz. Letalo pa naj bi prihodnje leto doseglo skoraj 500 km/h. Navigacijsko podjetje HERE, ki je v lasti BMW-ja, Audija in Mercedes-Benza, je zagnalo aplikacijo SOMO, katere namen je združiti vse taksiste sveta proti Uberu in podobnim svobodnjaškim družbam, da se ti ne bi preveč razrasli in začeli pomonopolno krojiti posel mobilnosti. In kaj prinaša aplikacija? No, kjerkoli na svetu vam organizira prevoz s taksijem, klasični, ne Uberovi. Da pa mobilnostni posel res ni enostaven, dokazuje Fordov neuspeh. Ukinja storitev Chariot, ki je na digitalen način zbirala potrebe komuterjev iz istih okolišev in jih skupno peljala recimo v center mesta. Vsekakor je prišla ura streznitve, da se avtomobilski proizvajalci ne bodo prav enostavno pretvorili v ponudnike rešitev transporta.